Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Ko starost vpraša, kaj je počela mladost, pridejo vse pregrehe na plan. Ampak, ali to pomeni, da ko pridete enkrat do 50., do 60. leta ali pa še kaj več, ali to pomeni, da takrat je pa itak že prepozno, da bi se začeli zdravo prehranjevati, pa da bi začeli razmišljati o tem, kaj boste jedli, kdaj boste jedli in kaj boste dali vase. No, moja babica recimo, ona zamahne z roko, zdaj je že prepozen, zdaj je že prepozen. Pa je pravzaprav res. V svojo družbo smo povabili Kalčkovo svetovalko. Kalček poznate, prva in tudi najdaljšo tradicijo ima ekološka trgovina v Sloveniji, ki imajo svoje prehranske svetovalce. In povabili smo tokrat Jeleno Dimitrijevič, lepo pozdravljena, dobrodošla. Živijo. Zdaj pa mogoče odgovor na ta zamah z roko, vse je že prepozen, a je ali ni? A je sploh kdaj prepozno? Ja, ni nikoli prepozno. Ni? To so eni izgovori, da nam ni treba ničesar početi. In pol pa rečem, itak, zame ni pomembno, jaz sem že star. Ampak rečejo, recimo, to je pa meni najboljši izgovor, ta izgovor me pa dejansko res zmeri spravi v to stanje, Ka boš ti prišla v moja leta, kar res nimaš tega zavedanja in pol rečeš, ok, mogoče pa moram res počakati, da bom do tja prišel. Ampak danes bova take različne mite, ki jih sicer imajo starostniki oziroma tisti, ki so že v zrelih zlatih letih, bova mečkano podrli, jih malčkeno nastavili, predvsem pa namen je, da vam, drage gledalke in gledalci, damo tista pravi zagon, da se imate toliko radi, da se začnete ukvarjati sami sabo in z vsem, kar gre v vas in kar gre na vas in še bi lahko naštevala. Torej, prehrana v tretjem življenjskem obdobju, katera je najpomembnejša stvar, ki jo moramo za začetek dojeti, ko gre za prehrano in proces staranja? V bistvu pomembna stvar je ta, da se zavedamo, da se naše telo spreminja. Se pravi, ponavadi tako ta proces se začne tam od 45. leta naprej, zdaj odvisno, kako živimo, koliko smo zdravi, kakšni so negativni dejavniki, ki vplivajo na te spremembe. Ampak tam, recimo, tam od 60. leta naprej, potem se začnejo resnične spremembe. Kaj to pomeni? Ko se staramo, takrat tudi naše celice umirajo, se spreminjajo, več je oksidativnega stresa, več je težav, tudi kar se zdravja tiče. Zdaj, tisti, ki res skrbijo zase, mogoče nimajo takih tipičnih simptomov. Ponavadi so zraven kakšne zdravila, se razvijajo že določene bolezni. Veliko težave, recimo, želodcem, zaradi tega, ker se tudi zmanjšuje želodčna kislina. Tukaj je problem zaradi tega, ker tudi ni dobre absorpcije vitamina B12, kalcija, železa, folatov. Takoj se začne v bistvu ta proces slabe prehrane oziroma tako prebava, presnova ne delujeta več v redu. Imunski sistem, endokrini sistem, mišice, kosti, oči, ušesa, vse to slabše deluje. Predvsem pa je problem pri prebavnem sistemu, ker tudi absorpcija hranil ni več tako dobra, tako da imamo več različnih težav na tem področju. Zaradi tega, pa tudi zaradi tega, ker nismo več tako fizično aktivni, ker telesno nismo več tako zmožni, je treba zmanjšati vnos kalorij. Se pravi, ne več uživati v velikih porcijah obrokih, ampak zmanjšati obroke, glede na to, koliko smo dejansko tudi aktivni, pa tudi glede na to, kakšne so spremembe v tem času. No, ampak to je zdaj tako. Jaz opazujem recimo od kakšnih starostnikov, tistih v zlatih letih, ko pogledam njihov jedilnik, mi izgleda tako, kot je izgledal pred 50 leti, ko so fajn garali na njivah, pa so rabili močno hrano, vse veliko moke, pa masnega, pa vsega ostalega, ampak to je njihova navada. Ja, navada, ja. Tako tiste navade so zelo močne, kot že sami vemo, kako je to z navadami. In prvo, kar je pomembno, je, da se zavedamo, posebej, da poslušamo tudi svoje telo, ki nam zagotovo bo povedalo, da nekaj ne delamo prav. Se bomo slabo počutili po določenem obroku, bomo hitro utrujeni, ne bomo tako koncentrirani, bomo izgubljali energijo.
potem tudi kakšne bolezni se bojo pojavile. In če že imamo takene simptome, posebej pri starostnikih se že pojavijo, če niso zdravo živeli, težave s srcem, ožiljem, visok tlak, potem recimo demenca se pogosto pojavi, težave recimo s prebavo, s presnovo, potem recimo rak se tudi pojavi in različne druge kronične bolezni pri ženskah in tudi moških, osteoporoza, težave v menopauzi. In če imamo nekaj od teh simptomov, je to že dober znak, da si rečemo, ok, mogoče je čas za eno spremembo in res nikoli ni pozno, zaradi tega, ker lahko marsikaj naredimo in spremembo prehrane, dodajamo kakšne dodatke, ki nam lahko pri tem pomagajo in tako naprej. Jaz mislim, da je tista stvar, ki vsakega človeka zares prepriča, so valjda učinki. Ampak, kaj bi zdajle midve, jaz želim konkretno spodbuditi gledalce. Ne, da bojo zdajle rekli, ne, ja, sej bom, ne, ker to je itak, ne, sej bom. Jaz želim, da zvejo danes iz tega klepeta nekaj, kar bojo danes takoj probali. Koliko dni, tednov, mesecev, karkoli, morajo dati priložnosti za bolj lahko, primerno starostnikom oziroma nad 60 let oziroma prej si rekel že nad 50, 45 let, koliko dni priložnosti ne dajo tej hrani, zato da bojo na lastnem počutju videli in rekli, veš kaj, tiste mastne krače pa mogoče res več ne rabim. Sprememba se v bistvu dokaj hitro zgodi. Nekaj tednov v bistvu rabimo, da že začutimo te pozitivne spremembe. Kaj pa če rečeva 21 dni? Lahko, super, to je ta prava številka. Ta prava številka. Torej 21 dni in potem mi povej, s čem bi bilo dobro, da začnete? Jaz vem, da vi v Kalčku ves čas pripravljate take in drugačne programe za vitkanje, za razstrupljanje. Boste pripravili tudi kaj posebnega? Tudi, zdaj točnega datuma nimam, ampak tam recimo junija bo zagotovo en program, ki bo narejen prav za ta namen, prehrana starostnikov z jedilnikom, tudi z to razlago, kaj treba početi, na kakšen način, da si lahko pomagamo. In pol bo to ena taka začetna točka, da bo gledalcem ali tistim, ki so zainteresirani, lažje začeti s to spremembo. Odlično, se pravi, program se pripravlja, ki bo seveda brezplačno dostopen vsem, kajti tukaj je namen, da spodbujamo neke zdrave življenjske navade, take in drugačne. In veš, Jelena, pred parimi dnevi sem prebrala eno dejstvo, ki me je kar malo prizemljilo za nekaj trenutkov, in sicer 86% ljudi, ki umrejo v Evropi, bi lahko to smrt preprečili s tem, da bi spremenili prehranske in življenjske navade. Res je. To pomeni, da ni genetika tista, ki se jo imamo za bati, ampak prehranjevalne navade kot take. V bistvu veliko je različnih dejavnikov, prehrana je ena med temi dejavniki in to že vemo, zdaj tudi epigenetika se z tem ukvarja veliko in ta ekspresija genov je ključnega pomena, se pravi, kako se odzivamo na okolje, na okoliščine in tako naprej. Tako da tudi pri tej prehrani moramo samo vedeti, zakaj se dogaja v našem telesu v tem trenutku, ko se staramo in kaj pol moramo narediti v povezavi s tem. Se pravi, zelo pomembno je, da tudi jemo veliko živil rastlinskega izvora, veliko vlaknin, ki se lažje prebavljajo, ker tudi starostniki potrebujejo več vlaknin, ker v bistvu... Kaj so vlaknine? Vlaknine najdemo v sadju, zelenjavi, žitih in stročnicah. Drage jih ni. Se pravi, kakšne rastline, ki tudi vsebujejo več vlaknin. Psyllium indijski trpotec je vrhunska vlaknina, ne? V bistvu tudi zelo pomaga, ker starostniki velikokrat imajo težave z zaprtjem. To se predvsem dogaja zaradi tega, ker prebava in presnova ne delujeta več tako optimalno, plus ta mišični del, recimo abdominalnega dela, pa tudi medeničnega, popušča oziroma ni več tako vitalen in zaradi tega nastajajo težave v tem delu, kar tudi povzroča zaprtje. Pri tem si lahko pomagamo seveda s prehrano, ki vsebuje, ki je polnovredna, vsebuje veliko vlaknin, ne smemo pozabiti tudi na pitje zadostne količine vode. Ja, to me zanima. Lahko se pomagamo se s psilijumom. Jaz, ko pridem kakšni babici ali pa kakšnemu detku, me vprašajo, zmer tukaj so prijazni, me vprašajo, kaj lahko postrežem, ne? Sok,
ne vem, pivo, ne vem, karkoli, ne. In jaz rečem, jaz bi pa vodo, ne. Ja, pa glih tuk, da niso užaljeni. Glih tuk, da niso užaljeni, ja pa ne morem ti sam vode postrešti, ne, pa dej da te nekaj, ne. In se mi zdi, da pač čiste vode je bilo v njihovem času toliko na pretek iz potokov, so dejansko lahko pili in vse, da jih mogoče vode kot take ne cenijo tako zelo, kot mi danes, ko dejansko damo €1 za to, da imamo vodo v plastenki, ki na koncu niti ni okej, ne. In prosim te, dej, na kakšen način lahko spodbudimo svoje babice in detke k pitju vode? Takole, generalno, zdaj, jaz ponavadi ne priporočam, da zdaj damo marsikaj v vodo, posebej limonin sok, stisnemo pa pol cel dan pijemo. To ni dobro zaradi zobne sklenine, ker to je vseeno hrana. In če ne pijemo čiste vode, potem si skozi negativno vplivamo na zobje. Fajn je, da začnejo en ritual, da recimo zjutraj, ko vstanejo, posebej, če so zaprti, da takoj spijo pol litre mlačne vode in s tem začnejo, s tem bojo tudi prebudili te organe, ki so majčkeno zaspali. Zelo pomembno je tudi, da se naučijo pravilno uživati vodo. To ne velja samo za starostnike, to je generalno eno priporočilo. Voda se ne uživa pravilno. Pijemo takrat, ko smo žejni, hitreje spijemo in takrat voda zelo težko pride v naše celice, ker površinska napetost vode, ki jo zaužijemo, pa tudi tista, ki je v celicah, je različna. In če mi pijemo po žirkih, damo možnost tej vodi, da pride tudi v naše celice. Če pa tako na hitro spijemo, to se ponavadi ne zgodi. Tako da lahko spijemo, ne vem, 3 litre, 4 litre vode, pa smo vseeno dehidrirani na celičnem nivoju. Tako da se treba... Po požirkih? Po požirkih je treba uživati vodo čez cel dan, s tem, da obvezno, da posebej to pri starostnikih zelo pomembno, da vodo pijemo pol ure pred obrokom, če želimo, in 1 uro po obroku, zaradi tega, da ne razredčimo želodčnih sokov, ker itak starostniki imajo že težave s želodčno kislino. Posebej je tudi problem, ker če se zmanjša želodčna kislina, avtomatsko imamo tudi težave s kakšnimi bakterijami. Pri starostnikih je tudi ena zanimiva stvar. Jelena, a dovoliš? Jaz jih slišim, čutim jih. Kak je rekla, kak je rekla, kak je rekla? Zapišite si zdaj, ne? Se pravi, vodo zjutraj natešče mlačno pol litra, navadite se, pol pa čez cel dan po požirkih, lahko je mlačna voda. Lahko je mlačna, lahko... In pa pol ure pred obrokom, lahko. Ne med obrokom in ne 1 uro po obroku, zaradi želodčne kisline. Tako. Imamo? Ste zapisali? Ste zapisali? Ok, zdaj pa lahko nadaljuješ. Ja, tako hotela sem še povedati, kaj se nam dogaja, ko se staramo. Te spremembe, ki so take malo bolj negativne, tudi ta čutila se spreminjajo. Se pravi, to okušanje se spreminja. Se pravi, ne čutimo več dobro slane hrane, sladke, grenke hrane. In zaradi tega starostniki velikokrat posežejo po več soli, kot bi sicer morali jih zaužiti, ker nimajo teh pravih občutkov, nekaj mi ni dost slano. In to je problem zaradi tega, ker pol, če vnašamo preveč soli, potem imamo takoj težave z visokim tlakom, če so tudi kakšni drugi dejavniki, to je tudi velika težava. Tako da na koncu včasih se ne moremo samo zanašati na te svoje občutke, ker nas prelisičijo, predvsem zaradi tega, ker je sol en dodatek, ki smo ga relativno pred kratkim dodali v hrano in predvsem zaradi tega, ker je kuhamo. Kuhano hrano solimo, ker pol to izboljša okus in zaradi tega ne znamo ravnati s soljo. Se pravi, biti pozoren. Tako, biti bolj pozoren in imeti te informacije. In če imamo informacijo in se tega zavedamo, potem se navada, da bolj začinimo hrano, recimo s kakšnimi začimbami, rajše začimbami, posebej tudi pri starostnikih je fajn, ingver, kurkuma, janež, marsikaj takih začimb, ki so res izjemno dobre, posebej zaradi tega, ker v teh letih tudi pešejo organi, kot so jetra, ledvice, prebavni sistemi. A ti lahko verjameš, da je nas klicala ena gledalka in nam je povedala, da je začela jemati psilium indijski trpotec. Da je bila prej precej zaprta, da so jo šli sprazniti in je začela jemati, pila je dovolj vode, ker je to tako zelo pomembno. Gospa je rekla, da je 3 dni 6-krat na dan hodila na veliko potrebo.
In to ne govorimo o diareji, torej o driski, ampak govorimo po domače povedano o blatu. O blatu. In po 3 dneh je rekla, da je imela občutek, da lebdi. Kakšne packarije se to nabirajo notri, ne? Posebej, če smo zaprti. Takrat se marsikaj vrača nazaj v toksični snovi skozi naše črevesje v kri in potem se zastrupljamo. To je zelo nevarno v bistvu, če smo zaprti. In marsikdo si misli, ker zdravniki jim povejo, ja, kaj pa to na 4-5 dni lahko greš, ni problema. Kako ni problema, če vsak dan uživam hrano, moram iti vsak dan na stranišče narediti veliko potrebo. To ni logično, da mi gremo na vsaki 4-5 dni. Tako da vsak dan, pravilno bi bilo, da vsak dan vsaj enkrat do 2-krat gremo na stranišče. Zdaj, da ne bi tega razlagali zdaj na televiziji, lahko se tudi posvetujejo z mano, lahko pridejo na brezplačne svetovalne ure v Kalče, ki jih imamo vsak mesec, lahko pogledajo na spletni strani, da tudi pomagam vsakemu posamezniku, tudi starostniku, tako da individualno pogledam, kaj se z njim dogaja, kako izloča blato, ker na podlagi blata se tudi lahko vidi, kaj je prisotno, kakšni procesi so prisotni v črevesju. Fermentacija, gnitje, kako to se lahko vidi na podlagi tega, kako izločamo blato. Ja, jaz, ko grem kakat, jaz pogledam, kakšen je kakec. Ok. Ti tudi? Ja, seveda. Ja, no. A uporabljaš veliko WC papirja? Ne, mislim, ne prav, moram reči, da sem se v Indiji ful fajn počutila, ne? Ok. Ko oni najprej sperejo, ne? Kam smo zdaj zašli? Ja, ker v bistvu ne bi smela niti uporabljati WC papirja. Če bi bilo vse ok. Ja. Ne bi ga rabila. Ampak recimo, ne, kaj sem ugotovila, ne, jaz imam, zaradi precej stresa, ki ga sicer redno eliminiram, ampak vendarle, imam majčke nižjo želodčno kislino, ne? In ugotavljam, da je zelo barva odvisna od tega, kar sem jedla. In to lahko verjetno poveva, se pravi, če ješ rdečo peso, pa greš pa čisto rdeč kakat, ali pa če ješ veliko zelene zelenjave, pa je potem čisto zelen, to dejansko kaže, da je premalo želodčne kisline. Tako, res je. No, ker to je bila... Prebavni sistem ne deluje optimalno. Tako. Definitivno, ja. Tudi recimo, če se urin pobarva v rdečo barvo, ko jemo rdečo peso. Ne bi smel. Ne bi smel. Ne. Tako je. Odlično. Se pravi, en mit, ki ga lahko danes vsekakor rešiva, je, da govorijo, da če 5 dni ne greš kakat, da je to normalno, po 50. 60. letu ni normalno. Vsak dan je treba iti. Tako. Vsak dan je treba. Ste danes že šli? Ste danes že šli? Super. Kaj je še tisto, kar je pomembno, da torej poudariva, ko govorimo torej o prehrani, v 3. življenjskem obdobju? V bistvu tako, res, kot sem že omenila, polnovredna, predvsem rastlinska hrana, zaradi tega, ker če uživamo tudi veliko živil živalskega izvora, se telo zakisa, porablja se kalcij, to avtomatsko lahko pripelje do pojava osteoporoze. Poleg tega pa tudi problem z vitaminom B12 je ključen, ker B12 je vezan za beljakovine v živilih živalskega izvora in avtomatski tudi s tem imamo težave. Je fajn tudi uporabljati prehransko dopolnilo. Ampak pravijo, da B12 je samo za vegane. Ne, B12 je za skoraj vse na tej planeti, ker to boste najbrž obravnavali to vprašanje vitamina B12, ampak posebej starostniki imajo s tem veliko težav. Zaradi tega tudi dobivajo injekcije vitamina B12, ker ga ne morejo normalno absorbirati. Mastna hrana, sladkarije, to so stvari, ki jih je treba maksimalno zmanjšati v prehrani starostnikov. Kot sem že omenila, vlaknin mora biti veliko, posebej zaradi tega, ker prihaja velikokrat do zaprtja. Če ne jemo dosti vlaknin, potem ni normalnega delovanja prebave. Fajn je, da res ne jemo preveč predelanih živil, to je nekaj, kar je tudi univerzalen nasvet, da pijemo dosti tekočine. Fajn je tudi, da imamo kakšno telesno vadbo redno, tudi recimo zaradi potencialnih težav, ki so srčno-žilne bolezni, osteoporoza in tako naprej. Zelo pomembno je, da tudi razmišljamo bolj pozitivno, da se recimo osredotočamo nase, da razrešujemo stvari, ki so problematične, ki nas, ne vem, recimo, če imamo kakršnekoli emocije, ki so take slabe, ponavadi starostniki imajo težave s tem, da se ne počutijo zaželeni. Vse to dejansko vpliva, ne? Vse to dejansko vpliva, ja. Tole bi ti še povedala. Jaz sem imela enkrat cimro, ki je delala v centru za starejše, se pravi v domu upokojencev je delala. In oni imajo dejansko enkrat na teden odvajalni dan.
Aha, ok. In to je njim čisto normalno, da so ljudje cel teden zaprti, pa ne hodijo na WC. Ja. In potem tisti dan jim dajo odvajala in pol se kregajo, kdo bo tisti dan delal, Joj. ker noben tisti dan noče delati, zaradi tega, ker vsi odvajajo. In to je enkrat na teden. Joj. Res katastrofa. Ni komentarjev, ne? Ni. Ja. Najlepša hvala, Jelena Dimitrijevič, za tale čudovit pogovor, ki smo ga imeli. Mislim, da smo Hvala povedali tudi kar precej uporabnih stvari. Če jih boste pa uporabili, je pa na vas. Če midve to poveva, to ni nič. Vi morate to delati, vi se morate to iti, vi morate to živeti. Kot ste slišali, pripravlja se torej Kalčkov program, kar se tiče torej prehrane v tretjem življenjskem obdobju. Vsekakor pa boste kašo našli tudi na 3x2 klepetobkavi.si.